Z nami je Tanja Mohorič iz podjetja Hidria d.o.o. Tanja, dobrodošli na industrijskem forumu IRT. Te tri kratice pomenijo inovacije, razvoj, tehnologije. Katera vam je najbolj blizu? Najbližje mi je beseda inovacija, jasno, ampak inovacije ne moreš dojemati inovativnosti in inovacij, če ni zraven razvoja in če ni tehnologije. Tako da je logično, da je povezano. Kako pa v podjetju Hidria negujete inovativnost? Načrtno delamo že dobrih 10 let na razvoju inovacijske kulture. Samo inovativnost smo postavili med strateška področja v korporaciji in pa tudi inovativnost smo postavili kot vrednoto. Kot sem pa na začetku rekla, delamo pa na razvoju inovacijske kulture, ne samih posameznih inovacij. Zato, ker se mi zdi, da če gradimo kulturo, da vsi zaposleni razumejo, da je inovativnost potrebna, da je to del našega DNA-ja, če tako rečem, da živimo s tem vsi, potem so rezultati veliko boljši. To se tudi dokazuje z vsemi nagradami, ki jih prejemamo za inovativnost. Odlično. Kako pa negujete zaposlene oziroma njihov razvoj, pridobivanje novih kadrov? Hidria je vendarle precej oddaljena od centrov vpliva in moči, ne le v Sloveniji, temveč tudi v Evropi. Hidria je v avtomobilski industriji. Avtomobilska industrija za inženirje v bistvu je atraktivna industrija. Zaradi tega poskušamo pridobivati čim več mladih s tem, da jim pokažemo, v kakšni industriji bojo delali in da jim damo vedeti, da je v tej industriji dinamika razvoja izredna in priložnost za kariero, da priložnosti so tudi velike. Delamo pa že z mladimi, že z vrtcem imamo v določenih obdobjih imamo razne delavnice z njimi, z osnovno šolo organiziramo delavnice, predvsem veliko delamo z gimnazijo in pa s srednjo strojno šolo. Imamo različne projekte za mlade, kot je bil v preteklem tednu Dan zelene mobilnosti, kjer smo mlade pozvali z gimnazije, z osnovnih šol in iz vrtcev, da razmišljajo o tem, kakšna bo mobilnost prihodnosti. Pripravili so odlične predloge, čudovite predloge, ampak s tem se tudi povezujemo z njimi in jim kažemo pač priložnost za mogoče bodočo kariero. Znanja v svetu je danes resnično veliko, nihče ne ve vsega, zato je pomembno tudi sodelovanje. Kako pa negujete sodelovanje tako z akademsko sfero, drugimi podjetji? Načrtno. Res načrtno delamo na povezovanju, ne oziramo se na meje, iščemo znanje tisto, ki ga rabimo. Ne glede na to, ali je v Evropi ali Sloveniji. Če je v Sloveniji, je toliko bolj zato, ker je bliže, ker je lažje ljudi povezati, ker jih je lažje posesti v isti prostor, da skupaj rešujejo problem. Kljub najnovejšim tehnologijam je še zmeraj osebni kontakt tisti, ki je pomemben in prinaša drugačne rezultate, kot pa če se nadaljavo povezuješ. Ampak v naši strategiji je povezovanje in zaradi tega učimo že mlade razvojnike, ki pridejo v Hidrio, da pri svojem razvojnem delu, da zmeraj iščejo znanje, ki ga sami nimajo, druge, da vejo, da je to del njihove naloge, da to pričakujemo od njih. Ne, da je to prepovedano, ampak da je to zelo zaželeno. In če mladega človeka naučiš, da se povezuje, potem se bo povezoval. Odlično. Tudi strokovnjaki pravijo, da je prihodnost na strani tistih, ki jo ustvarjajo. Kakšno prihodnost boste ustvarili v Hidrii? Inovativno. Zagotovo, to je zmeraj moj prvi fokus. Razvijamo nove poslovne modele, iščemo nove načine, kako ustvarjati interno poslovno okolje in tudi poslovno okolje z našimi partnerji.
poslovne modele razvijamo nove, vezane na način sodelovanja recimo z našo dobaviteljsko verigo. Hkrati so pa vse naše rešitve usmerjene v zeleno, v odgovorno. Zeleno, se pravi, razvijamo zelene tehnologije za avtomobilsko industrijo in pa poskušamo biti čim bolj odgovorni do naših zaposlenih in do celotnega okolja.